Dobrodošli v čisto nov vlog. Zdaj v tem vlogu gremo pa kar z obemi avti, in s Flokijem in s Shelbyjem. In sicer odpravljamo se na Reva Road Trip po Toskani za 4 noči po moje. V teh paketih imamo pa z Janom za vsak svoj avto že set nalepk, tako da dajmo se kar lotati. Tale škatla je moja, tale škatla je od Jana. Smo pa na Flokiju že delno potegnili nalepke dol, tako da kakor vidiš, je dokaj prazen. To zato, ker zdaj takoj po vikendu, ko pridemo domov, gre pač nov vrep na avto. In prej je bilo precej enih sponzorjev gor, pa smo rekli zdaj, da bo malo lepš ta vrep zgledal, smo potegnili skoraj vse dol, oziroma vse, kar se je dal, pa da vidimo zdaj, kako bo zgledal poliman. 3, 4, zdaj. No, evo ga, tlele imamo nalepke, spredi imamo nalepke, na šipi imamo nalepke, tole vas še dol pobrala, pri kraj imamo nalepke, evo Reva nalepke, tle imamo nalepke, v Janu zadnji morava še kakšno dati. No in tle na šipo. Zdaj pa na vrst še Shelby. Naslednji dan smo se dobili na lomu, kjer smo prejeli walkie-talkie in pa goodie bage. Jaz sicer nisem pričakoval, da bomo toliko stvari dobili, to 3 večke. Dobili smo od VIP dišav tako komplet paket, da nam bojo avte dišali, potem imamo od Juvija, smo dobili full auto kozmetike, kar zmer prav pride, no, ko sem ga dodal. Pa še tako en ogromen care package od Revapa, noter imamo to. Dobili smo Snow Monkey flaše, tako da vidimo, ta roza je zate. Črna je pa zame. Za danes je plan, da se premaknemo čim dlje do Toskane. Za prvo postojanko smo si pa izbrali ta pravo italijansko restauracijo, kjer smo jedli nič drugega kot ravioli di tartufi. Ne, se ne vem, ko se reče. Takole dobrih raviolov že dolg nisem jedel. Smo pa se ustavili na eni šejdi pumpi. Takole zgleda. Je pa tako zafrknen nalit, da se ti zmeša in greš skoraj tam, da ti on natoč. Skratka, se sem že kdaj tanko, da moraš najprej kartico dati pa to, ampak tle vse v italijanščini, kar nekaj moraš najprej držati, pa izbirati pumpe, kaj takega še nisem doživel. Tako da, ampak zdaj imamo vsaj do Toskane, mislim, da bom prišel ene 300 km približno na tank naredim, tako da sem kar vesel. Od restauracije naprej smo pot nadaljevali po res lepih zavitih cestah, ampak na road tripu se mora zmer zgoditi kaj nepredvidljivega. No, zdaj pa moramo vsi rikvercati, ker se je tale spoh ne vem ski s tovornjaka majster v eno smerno se je zakačil noter. To pa so road trip avanture, ne? Ampak nič hudega, vse se reš, sam pomagati si treba med sabo. Zdaj pa kar šibimo naprej proti Toskani. Zadnja stvar, ki smo jo pa hoteli videti ta prvi dan, je bila pa tale posest, kjer pridelujejo vino. Ful so nas lepo sprejeli, nam razložili, kaj njihovo vino dela posebno. Mene je izjemno fascinirala tale zunanjost njihove vinske kleti. Zdaj noter te sodovi pa to so meni vse isti, kar mi pa res všeč, ko pa prideš noter, ko je takole vse malo bolj ambientno in imaš res občutek, kakor da si prišel k enemu kralju na obisk v 16. stoletju. Malo smo podegustirali vino in jaz ne pretiravam, ampak že dolg nisem pil tako dobrega vina, zato sem ga vzel tudi par flaš za domov. Preden smo pa štartali proti vili, nas je pa čakal še en presenečenje. Tale dan je bil res dolg, tako da zdaj smo pa že na poti v našo vilo, ki bo pa tudi naša baza za prihodnje dni. Ful mi je všeč, ker so avti lepo noter zagrajeni in pa hiša je popolnoma v toskanskem stilu, ampak jaz, ko sem prišel v sobo, sem se še padel v posteljo.
Naspali smo se, zdaj bi vam pa rad pokazal še en razgled. Direkt z moje spalnice ven. Tole je vse super, ampak meni je pa najbolj všeč tole. Da vidim svoj avto, direkt z okna, no. V bistvu oba še vlog sta reklele. Takole, no, to pa je nek nivo, ne? Zdaj pa gremo na zajtrk pa kavo, preden zaštartamo Shelbyja za drug dan v Toskani. Pol se je pa za štart tega dneva Google Maps odločil, da nas ne bo peljal po glavni cesti, ampak direkt skozi jedro mesta, ampak malo je pozabil, da je moj Shelby izjemno nizek. No to pa so te čari v Italiji, ki so še bajte so narejene za Fiat Pande. Jaz pa, jaz bom toliko zategnil tlele zdaj s splitterjem. Jaz grem podile pa podlagati. Čist malo naprej. Čist malo. Ne, pet zdaj. Update. Zdajle more ene 600 ogorčenih Italijanov rikvercati, ene 500 metrov vključno s komplet rev-up ekipo. Zato, ker pač jaz čez ne bom prišel. Avto je prenizek, imamo tudi dile za podlagati, ampak ne gre. Gremo probati zdaj okrog. Tale opcija okrog je bila res precej boljša, zdaj se pa že približujemo eni mojih najljubših atrakcij in sicer postojanka za go-kart dirko. Tako da dobrodošli na go-kart dirkališču v Sieni. Smo prispeli zdaj na tale dirkališče, ki je v bistvu bolj za go-kart, tukaj je ful enih profesionalcev. Proga pa zgleda ful velika, tako da se veselim, ker je to po moja največja proga, kar sem jih vozil. Čelade smo dobili, zdaj pa akcija. Z Janom so osvojila prvo pa drugo mesto, tako da se nam je zdelo edino prav, da proslaviva sta pravo italijansko pico. Pokaž. Danes smo pa prispeli na Rimini Beach, to je v bistvu, ne vem kjer del, ampak tlele je taka ful ogromna plaža, levo, desno od mene, skoraj ne vidiš do konca. Zdaj smo šli nekaj pojest tle, je pa že kar precej poletno, ljudje se že kopajo, ful ljudi na plaži, ne bi si mislil takole za 1. maja. Ampak zdaj gremo pa naprej v San Marino, tam se vsak let sicer dogaja tudi en ful hud trail event, ampak tudi to nisem vedel, da je pa San Marino prav svoja republika oziroma svoja država. Zame je prvič, pa da vidimo, kako izgleda. Lancia Delta Integrale, to je izgledalo kot original, prva barva, stari, no to pa ne vidiš vsak dan. San Marino mi je že všeč. Dela, opala.
Direkt pa timinga pa ne bi mogel ujeti, po moje. Ja. Wow. Kakšne vrata. San Marino je ena najmanjših republik na svetu in ustanovljena je bila že leta 301, ne 1301, 301. Tako da mi smo šli malo pogledati tale mest, res je lep, ampak meni je bilo pa najbolj všeč to, da imajo pocen bencin. Shelby! Vsak jutr nas je takole počakala voda, walkie-talkie pa malo stvari za okrepčati takole par avti. Je pa danes ta zadnji dan, tako da smo prtljažnike napokali in se odpravljamo proti domu. Ampak na poti bomo pa naredili še en zelo zanimiv postanek in sicer obiskat gremo tovarno Pagani. Jaz sicer nisem, oziroma se ne vidim kot kupec Paganija, ker mi je to čist preveč denarja za en avto, ampak moram pa reči, da se mi pa zdi, da je to najbolj poseben avto, ker ga lahko kupiš novega, oziroma najbolj special nov avto. Pa pojmo zdaj kar noter pogledati, kako izgleda, sigurno nam bojo še kaj povedali, ker jaz ne vem veliko, vem pa, da horejšijo Pagani, no in ko se točno izgovori. Vem pa, da je on zelo picajzel na detajle in to ful cenim pri njemu. To mi je že hudo. Modeli imajo še kante Paganije. Pa pojmo kar na hitro čez muzej. Me s tole malo odgrnule, kar naprej stopite, da se malo bolj vidimo. Ok, tlele zelo na hitro. Na začetku imamo od Horacijota v bistvu njegove začetke, tudi njegova kolesa se da videti, ker by the way, on živi tukaj full bliz in hod na šiht z biciklom. Ampak ideja Paganija je bila ta, da v bistvu ustvari najlepši avto na svetu, pa by the way, on je z Argentine, ne z Italije, ampak se je pač preselil sem, zato ker je verjel, da je pač tukaj prostor za ustvarjati najlepše avtomobile. On je tudi začel pri Lamborghiniju, pa potem šel na svoje. Tukaj v teh vitrinah zraven bomo pa videli tudi v bistvu njegove začetke, njegove prve prototipe, ampak pojmo mi kar na avtomobile. Se pravi, tale avto tukaj je v bistvu ta drug avto, ki je bil kadarkoli narejen. Full fun fact od tega avta je pa ta, da na začetku je firma rabila denar in so vsak avto, ki so ga naredili, tudi prodali. Ampak ta avto je pol Pagani kupil nazaj, zato ker ga je pač hotel v lastni zbirki. Pa še en fun fact, vsi avti, ki jih vidite klele, so v lasti Paganija. Klele imamo Cinque Roadster. Meni se zdi, da je to eden bolj radikalnih avtomobilov. Izjemno mi je všeč, kako v bistvu je avto Cabrio, oziroma, ne bom rekel Cabrio Roadster, in pride v bistvu tale roof scoop direkt na tvojo glavo, tudi če nimaš strehe. Tale avto je meni od vseh v bistvu najbolj zanimiv v njegovi zbirki. Gre pa za avto, ki sta mu ga sinova poklonila za njegov 60. rojsten dan. In gre v bistvu za enega najbolj ekstremnih Paganijev, kar jih lahko vidiš, plus da ima še tele barketa pokrivala koles. To je avto, ki Pagani rekel, da vse, kar mu je najbolj všeč, je na tem avtu. Tlele imamo v bistvu že malo novejši avto, tole je Imola. Imola je bila v bistvu narejena kakor bolj nek track car in tudi ta avto je bil razvit na Imoli, v bistvu za eno stranko, ki je imel to željo, ampak pol kasneje so naredili, mislim, da 10 avtomobilov oziroma 10 primerov. Eden je seveda ostal za Paganija. Zdaj pa moj drugi najljubši primer v tej zbirki je pa v bistvu tale Huayra. In točen ta avto je bil v filmu Transformerji. Jaz sem velik fan teh filmov, tako če ste tudi vi, boste appreciatali ta avto. Ta avto je bil tam Decepticon, tako da one of the bad guys. Zdaj za temi vrati
se pa skriva proizvodnja. Mi smo zdaj že bili v proizvodnji, ampak se žal ne sme snemati. Ta proizvodnja je nekaj najlepšega, kar sem videl v lifeu. Hočem, da moja garaža en dan tako zgleda, pa zelo verjeten nav, ampak saj približek tega. Zdaj grem pa na skret, ki so baje karbonski. Aha, v bistvu so samo umivalniki karbonski. Majster, da imaš pa Pagani kupalnico, to je pa tudi nekaj, ampak veceji so pa navadni. Tako da. Je to za žajf, ok. A ti to posuši? Ne. Model, pa le to ročke so kar v ledru. To so iste ročke, kot na handbagih. Hudo. Mislim, da bi, če spekaš Ferrarija, pa naročiš Ferrarija. Malo za vodarja robe. Če spekaš Ferrarija, a jim lahko rečeš, tako jaz bojem tak pult doma. Kupam avto, če mi date kupalnico ekstra. Malo sem razočaran, ker ni karbonskega skreta, moram reči, ampak pač ne boš imeti vse. Takole pa zgleda pol še Paganijev del trgovine, ki je brezplačen za obisk, ampak če boste kdaj tukaj, vam res priporočam, da si dokupite še ogled muzeja pa proizvodnje, ker jaz sem jih videl že kar par, ampak moram reči, da mi tale tur bil do zdaj najljubši. Pred vhodom sem rekel, da je to en avto, ki ga ne bi nikoli kupil, da mi je čist predrag. Ampak danes, ko sem pa videl fabriko, pa ko so mi pokazali, kako te avte delajo, pa če bi imel to denarja, je to siguren ta prvi avto, pa zelo verjeten edini, ki bi ga kupil v temu price rangeu, ker model to, da oni cel avto skup sestavijo in vsi koščki, se pravi, vsi vzorci na karbonu pašejo skupaj od začetka do konca avta. Pač, kad ti da znamka en tak experience, je čist drugač ceniš to in ti je lažje potem plačati toliko denarja. Tako da jaz mislim, če bi imel jaz tak experience z GTD-jem, da bi nam res pokazali od blizu, pa nas povabili, kako to zgleda, da bi ful lažje upravičil tega $500,000 za avto, kar pa sicer, ki praktično ne povejo, koliko bo avtov, ki je vse tako, no. Ampak ja, nima veze, zdaj GTD, Pagani, stari, jaz mislim, da je vreden vsakega evra. To je to za ta vlog, upam, da vam je bil všeč, meni je bilo res všeč, tako da še enkrat hvala za vabilo, ajde, čau!